Lepo pozdravljeni. V Slovenski ljudski stranki smo pripravili predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Ta sprememba zavzema predvsem tiste spremembe, ki se nam zdijo, da so nujne za sprejem po skrajšanem postopku. Nanašajo se na za nas sporne spremembe, kar se tiče organov sklada. Tako nazaj uvajamo nadzorni odbor sklada, ki ga imenuje parlament, se pravi 5-članski nadzorni odbor, ki je bil z novelo zakona prvotno ukinjen. Prav tako pa spreminjamo sestavo sveta zavoda, tako da bo svet zavoda zopet 9-članski, v katerem bo 5 predstavnikov ustanoviteljev, se pravi Republike Slovenije, 3 predstavniki uporabnikov in 1 iz vrst zaposlenih v skladu, za razliko od tistega predloga, ki je sedaj uveljavljen v zakonu, kjer je 7-članski svet, od katerih jih je kar 6 iz Ministrstva za kmetijstvo. Prepričani smo, da je nad skladom kmetijskih zemljišč, ki upravlja z 200 tisoč hektarji gozdov, z 50 tisoč hektarji prvovrstne kmetijske zemljišče, potrebno spostaviti ta javni nadzor, ki je bil s prejšnjo novelo zakona ukinjen in na koncu tudi pri ponovnem glasovanju po vetu državnega sveta s pičlimi 46 glasovi tudi potrjen. Vemo tudi, da je legitimnost teh glasov bila v nadaljevanju polemizirana glede na dogovore med ministrom in enem izmed poslancev. Prepričani smo, da je vsebina tega zakona takšna, da je lahko sprejemljiva za celoten državni zbor in del vsebine pa tem zakonu še najbrž manjka in prepuščamo premislek novemu ministru, da ugotovi tudi, ali ni izčrpavanje sklada tako z obveznostjo za povračilo za nerazpolaganje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi do denaturalizacijskih upravičencev in 10% obveznosti od zakupnin za zemljišča, kmetijska zemljišča in gozdove, dvojno obremenitev sklada, se pravi, da bi bilo prav, da je zgolj ena izmed teh obremenitev. Zato je potrebna sprememba zakona o slovenski odškodninski družbi in predlagamo, da temeljit razmislek o tej materiji naredi nov minister, prav tako pa tudi o uskladitvi zakonov o skladu kmetijskih zemljišč z novelo zakona o javnih skladih, ki tudi nalaga ministru, da uredi zakonodajo z novelo tega zakona, kajti po novem je sklad kmetijskih zemljišč javni zavod in je kar nekaj besedila še v nasprotju z omenjenim zakonom. Tako da pričakujemo, da bo ta ožja sprememba zakona, ki je resnično po našem prepričanju nujna in ima tudi širšo podporo sprijeta, vsekakor pa čaka novega ministra še temeljit razmislek o celotnem zakonu, najbrž tudi v povezavi s prihajajočim zakonom o kmetijskih zemljiščih.